Zavedamo se, da je gospodarstvo neko ključno področje, če hoče Slovenija seveda obdržati tudi svoj nivo življenjskega standarda, pa seveda svojo kulturo, svoje zdravstvo, svojo socialo in tako naprej. Slovensko gospodarstvo je naš prvi cilj, želimo narediti spet konkurenčno, da bo privlačno za tuje in za domače naložbe. Ugotavljamo namreč, da smo v zadnjih letih padli v konkurenčnosti za približno celo do 30 mest na različnih lestvicah. Ugotavljamo, kateri so faktorji, da smo padli, zdrsnili smo bili okrog 25. 28. mesta, zdaj smo približujemo že 60. mestu. Ključni faktorji niso infrastrukturni, niso te trdi faktorji, ampak ključni faktorji so tisto, kar delamo ljudje ali pa kar nismo počeli. To se pravi mehki faktorji. Torej, kar z nami dela država, kakšno imamo zakonodajo, kako jo izvajamo, kakšna je naša volja, znanje, podjetništvo in tako naprej. Torej, ne trdi, ampak mehki faktorji. Ključna težava seveda v Sloveniji je ob tej konkurenčnosti tudi pomanjkanje oziroma izgubljanje delovnih mest. Zato je naš glavni cilj ustvariti čim več delovnih mest z nadpovprečno dodano vrednostjo. Ker če imamo to, potem za vse ostale stvari tudi lažje. Seveda, da pa lahko to naredimo, moramo pa ustvariti pogoje. Pogoje seveda v naši miselnosti in pogoje tudi v predpisih, v okolju, z instrumenti. Prvič, z zmanjšanjem davčnih obremenitev dela, davčne olajšave za naložbe v tehnološko in tržno napredna podjetja in seveda predlagamo tudi 3-letni davčni moratorij za nova podjetja. Seveda za naložbe, da lahko odpiramo delovna mesta, moramo zagotoviti sredstva. Predlagamo, da del sredstev dobimo tudi s prodajo trenutno nedonosnega državnega premoženja, tega je preko 8 milijard in za ilustracijo lahko pomembno, da je donos tega premoženja v lanskem letu manj kot 1%. Mi se pa danes zadolžujemo že in naše obrestne mere za naše dolgove znašajo tam približno, bojo znašali nekje med 7 in 8%. Vidimo, kakšna razlika je. In državno premoženje moramo dati upravljanje tistim, ki so sposobne. Seveda in ga smiselno, logično tudi odprodati. Predlagamo, da so ključne investicije, ki so tudi pomembne za razvoj družbe, v promet, torej v infrastrukturo, v energetiko in zlasti v racionalno rabo energije. Da pa prihranimo in ustvarimo tudi sami nekaj sredstev, moramo racionalizirati vse državne in javne službe, pregledati njihovo smotrnost, pogledati, kakšna je njihova dodana vrednost. Tudi naš predlog zmanjšuje število ministrstev na 12. Ob tem je treba zagotoviti delovanje pravne države, zlasti institucij nadzora, pregona in pravosodja, zaščititi upnike in državljane pred zlorabami. Preverili bomo tudi vse sumljivo pridobljeno premoženje in zlasti preprečili nadaljnje zlorabe monopolom in kartelom. Javnofinančni dolg, ki se približuje 45%, želimo, da ne preseže te meje. In vsi porabniki proračuna morajo naj bi sami pripravili načrt za zmanjšanje po načelu najmanjše škode, čemu se lahko z najmanjšo škodo odpovemo. Če to ne bo uspelo, mora seveda vlada sama določiti cilje in poti za zmanjšanje porabe. Javne in druge uslužbence moramo nagraditi glede na uspešnost in učinkovitost porabe javnih sredstev in prekiniti s prisilno porabo sredstev konec leta. Proračunski porabniki namreč doslej velik del sredstev na silo porabijo decembra, zato da seveda da grejo za neko bazo v novo leto v pričakovanju.
Novih davkov ne podpiramo, podpiramo samo uvedbo davka na nepremičnine, ki bo zamenjal sedanje davek na zemljišča. S tem bo tudi razširjen krog zavezancev in bo seveda tudi priliv sorazmerno večji v državno blagajno. In seveda predlagamo tudi davek na luksus in zdravju škodljive snovi. Preveriti moramo tudi sistem socialnih transferjev in predlagamo, da nezaposlene zaposlimo po 4 ure dnevno na javnih delih, zato da ostanejo v formi, da ostanejo zaposljivi in morda tudi kot spodbuda, da si sami hitrej iščejo kakšno svojo rešitev. Banke v državni lasti morajo izločiti problematične naložbe v tako imenovano slabo banko in zahtevamo tudi odgovornost poslovodstev za slabe odločitve ali problematične odločitve v preteklosti. Želimo, da v našo delovnopravno zakonodajo uvedemo približno povprečje ali tako imenovane evropske standarde in da uskladimo plače in bonitete med javnim in privatnim sektorjem za primerljiva delovna mesta. Seveda, ključen problem, če hočemo pa izvesti 3 potrebne reforme, o katerih govorimo že dolgo časa, torej pokojninsko, delovnopravno in zdravstveno, pa je pošten, odgovoren socialni dialog med vsemi družbenimi skupinami in vsemi socialnimi partnerji. Samo z zavedanjem stanja, ki smo, z odgovornostjo do naše prihodnosti in sedanjosti, seveda lahko sami pripomoremo k temu, da Slovenija postane spet konkurenčna, da Slovenija postane seveda družba, kjer bomo lahko na pošten, pravičen in etičen način živeli in ustvarili blaginjo in srečo vseh.